Tako, zdaj pa imamo čop narejen, lahko si ga še malo počešemo z glavnikom. Tako. Da nastane kita lepo urejena in počesana, moramo ves čas paziti, da so lasje urejeni drug ob drugem. Zato si pomagamo z glavnikom oziroma vmes med pletenjem kar s prsti. Torej, če imamo prej že počesane lase, potem je tudi to lažje. Tako, torej, kako začnemo? Torej, imamo čop. Sedaj pa moramo ta čop razdeliti na 3 manjše čopke. In sicer to naredimo z 2 prstoma. Tako. In jih damo spodaj pod čop. Približno gledamo, da razdelimo čop na 3 enake dele. Takole potegnemo skozi 2 prsta. Sedaj pa tukaj, kjer je prst šel skozi lase, primemo prvi čop in ga ločimo od ostalih las. Potegnemo, malo počešemo s prsti in ga damo na eno stran. In še tukaj enako, ločimo od ostalih las. Tako. Sedaj imamo 3 čopke. Zdaj pa lahko začnemo plesti kito. Torej, pri pletenju kite je pomembno, da vse 3 šope las držimo zelo močno in da jih držimo torej čist zgoraj, kjer se kita plete, da jih ne držimo prenizko, ker potem bo kita postala preveč rahla. Torej, da držimo zgoraj in da lase močno držimo, ker če jih ne držimo dobro, potem nam lasje uhajajo izpod kontrole. Torej, vedeti moramo, da moramo imeti vse lase, ki jih imamo v enem čopu, pod kontrolo in morajo nas ubogati. A ne? Tako. No, potem pa kako začnemo s pletenjem kite. Ko imamo lase v 3 čopih, takole, začnemo z desno. Z desnim čopom. In sicer vedno damo stranskega, torej desnega ali levega, čez sredinskega. Tako se plete. Torej, kot sem rekla, čope držimo čisto na začetku, kjer pletemo kito in začnemo. Torej, primemo desni in levi čop s celo roko, močno, in damo desni čop čez sredinskega. In z levo roko, s palcem in kazalcem, primemo ta desni čop. Torej, levi čop držimo z mezincem, prstencem in sredincem, s kazalcem in palcem pa primemo desni čop. Tako. In sredinskega malo počešemo. Tako, in primemo z desno roko. Zdaj imamo tega sredinskega, ki je bil prej na desni strani. Ta je levi in ta je desni. Sedaj pa nadaljujemo z levim. Torej, enako. Levega primemo. Torej, tako končamo. Sedaj pa z desno roko primemo ta desni čop, enako z mezincem, prstencem in sredincem, držimo desni čop, s kazalcem in palcem pa primemo levi čop in potegnemo čez sredinski čopek. Ja, ta sredinski čopek zdaj spet malo počešemo, zato da nas lasje ubogajo. In zdaj je to levi. Torej, zdaj smo dali levega čez sredinskega in nadaljujemo z desnim. Tako kot smo prej, z desno roko prijeli levi čop, zdaj z levo roko, torej držimo z mezincem, prstencem in sredincem držimo levi čop, s palcem in kazalcem, pa gremo čez po desni čop in ga potegnemo čez sredinskega. Sredinskega potem malo počešemo. Tako, in potem to nadaljujemo. Torej, pazimo, da čopke močno držimo in da nas lasje ubogajo. Torej, ves čas moramo paziti, da se čopek drži skupaj. Tako. Zdaj smo končali z desnim, pa gremo po levi čop, ga potegnemo čez sredinskega in počešemo. Zdaj vmes, ko vas začnejo boleti roke,
si majčkeno potresemo, tako, pa potem preprimeš. Tako, ko imaš eno roko prosto, še malo to drugo potreseš. Tako, no in potem pa lahko nadaljujemo. Zdaj spet levega čez sredinskega in naprej. Desnega čez sredinskega. Levega čez sredinskega. Desnega čez sredinskega. Tako. Tako, če imate krajše lase, potem se verjetno kita nekje tukaj konča in jo lahko potem zvežete. Če pa imate daljše, je pa potem že težko naprej plesti kito, ker je prenizko, zato lahko nadaljujemo tukaj spredaj. Na tisto stran, kamor vam je lažje, na levo ali pa na desno. Ko obrnemo smer, ne smemo pozabiti, kje smo končali. Torej, zdaj sem dala nazadnje levi čop čez sredinskega. Torej, zdaj je na vrsti ta, da ga dam čez sredinskega. To si zapomnim, se obrnem in potem preprimem. Torej, ta je levi, ta je sredinski, ki ga primem tako s palcem in kazalcem, in pa desni. Ta del je malo težje, tako da ga kar počasi izvedite, da se kita ne podre, ker potem bo treba spet od začetka. Tako, torej, sedaj pa gledamo kito iz druge strani, ja, in je način pletenja malo drugačen, ker tudi drugače držimo. Torej, zdaj nadaljujemo z desnim čopom čez sredinskega. Ne gremo v to smer, ampak to naredimo od zadaj. Torej, kaj naredimo z levo roko? Z levo roko držimo levi čop, s palcem, samo s palcem, pa sredinskega tako samo porinemo naprej. Torej, tako, samo držimo, oziroma lahko tudi s kazalcem, če vam je lažje, je vseeno. Edino potem je malo težje, oziroma naredimo kar tako. S palcem potisnemo, torej, ta levi čop močno držimo, kakor da se držimo samo zato in visimo na tem, torej močno ga morate držati. Potem pa s palcem naprej pritisneš sredinski čop, da obvisi. S kazalcem greš za tem čopkom, tako da pogledaš na drugi strani kako drdi, tako, ja. Tako, zdaj pa damo desni čop, torej v palec in kazalec na tej strani. Tako, in zdaj sredinskega počešemo. In naredimo v obratni smeri, torej z desno roko primemo ta čop trdno, s palcem držimo sredinskega oziroma pa s kazalcem gremo zadaj in si damo levi čop med palec in kazalec desne roke. Tako. In to nadaljujemo. Torej s palcem primemo naprej, s kazalcem kuku, med palec in kazalec primemo, palec prime, kazalec med palec in kazalec in preprimemo. Tako nadaljujemo, dokler nam ne zmanjka las. Tako, na koncu pa je pomembno, torej, da mogoče spletemo malo dlje, čist dokler se da, zato da potem elastika ne pride previsoko, ker se nam vedno, ko zapenjamo lase, malo kite podre. In da se nam jo ne podre preveč, je dobro, da jo naredimo malo daljše, tudi takrat, ko gre že malo težje. Potem pa tukaj močno primemo, da nam kaj ne uide. Vzamemo elastiko, zdaj pa enako kot pri čopu. Elastiko imamo za zapestju, s to roko, kjer imamo elastiko, primemo čopek, spet malo više, tako da se malo kitke podre in jo potegnemo čez. Torej na začetek las, tam, kjer želimo spet z elastiko, tako, obrnemo,
damo roke skozi in potegnemo čopek skozi luknjico. Pa še enkrat obrnemo, prekrižamo, no, tako, hop. In s prsti primemo čopek in potegnemo čez. In spet obrnemo, primemo, potegnemo čez, obrnemo, primemo, potegnemo čez in to ponavljamo, dokler nam elastike spet ne zmanjka. Tako, zdaj imamo narejeno kito. Torej, kot sem že rekla, lahko jo naredite na sredini glave, lahko tudi malo višje ali pa nižje. Če imate krajše lase, je dobro, da si naredite nižji, zato da vam ostane dovolj las potem za kito, da sploh pride do izraza. Adijo, naj vam dobro gre!